In to v živo v studiu, nisem več sam, pridružil se mi je, ja, temu lahko rečem tudi nekdanji radijski kolega, ne? Vidiš, 2025 je kar letos sprememb. Sicer pa glasbenik in pevec s fantastičnim vokalom, Gašper Rifelj. Gašper, pozdravljen! Hvala lepa, vedno topli moji Primorci, lepo je biti pri vas. No, po kolikem času spet v naših koncih na Severno-Primorskem? Ja, pa letos sem bil enkrat. Si bil? Ja, enkrat marca sem prišel predstavljati eno novo pesem. Res se spomnim, mislim, da sva se lih mi dva pogovarjala takrat. Ja, pa še en gospod je bil. Ja, Simon, Simon Kovač, tako. Okay. Se bi ti rekel, da si prišel končno malo na sonce, me žal tega danes ne moram reči. Maga nima, so pa visoke temperature tukaj pri vas. V Ljubljani je ene 3, tle je bilo pa 13, tako da za 10 plus vodite. Dobro je, ni slabo, ne? Ni slabo. No, bomo pa malce vseeno osončili tale dan in sicer s tvojo pesmijo Ranjena, ki nam jo kasneje zapoješ tudi v živo. Pesmijo, ki napoveduje nekaj posebnega, pesmijo, ki, oziroma, ja, ta bo del nekaj, kar ti pripravljaš oboževalcem. Kaj pripravljaš zdaj za bližnje? Zdaj te moram sam mal popraviti, da v bistvu ne bomo toliko sonca dala, bomo mal dežnih kapalj prinesla. Tvoj vokal bo osončil. Moj komad bo pa osončil. Ja, drugi album pripravljamo s krasno ekipo. Zdaj sicer decembra smo veliko na odru in tako naprej, tako da smo v studiu malo manj. Imamo pa potem januarja, februarja plan, da celoten album drugi zapakiramo. Take lepe pesmi se pripravljajo, vse skupaj bom rekel nek tak bolj kitarski zvok celotnega albuma, nekako me občutki me peljajo tja proti, ne bom rekel, takim organskim inštrumentom. Zelo rad imam ta zvok benda in tako naprej in tudi tak bo moj drugi album. Odlično, pa tudi sicer dosti staviš na občutke, čutenja, ko ustvarjaš svoje pesmi. Moramo povedati, da večinoma ustvarjaš, oziroma si ustvaril vse sam, ne? Ja, ustvarjam sam, mislim, ljudje smo živa bitja, edina bitja, poleg seveda živali in tako naprej, ki imamo čustva in kdo drug bo potem delil te čustva, če ne mi, ne? Se mi zdi, da danes ljudje malo težje pokažemo, da nam je včasih tudi lahko ne vse tako gladko, da ne gre vse tako, kot bi mogli iti in tako naprej in da včasih, tako kot sem zdaj s tem novim komadom povedal, smo lahko ranljivi, pa ni nič narobe, če je pač tako, ne, za vsakim, kako pravi, dežem posije vedno sonce in se mi zdi prav, da znamo deliti čustva. Torej greš, kar se tiče tvoje glasbe, rečih čustvom kot algoritmom. Absolutno, da ja. Z drugim albumom bi rekel, da absolutno ja, čeprav pa, ko sem bil mlajši, ni bilo vedno tako. Dobro, vsi se spremenjamo, ne z leti, kaj nekaj dle. Leta prinesejo modrost. Tako, ja, in še kaj drugega zdravimo pospoznati. No, pa predlagamo, da kar slišimo, dame in gospodje, Gašper Rifelj in njegova Ranjena. Tole bo zdaj v živo samo na Radiu Robin. Uživajte! Dobro jutro, drage poslušalci in drage poslušalke. Praviš, da ljubiš ga, praviš, da vse ti da, a z mano greješ si telo. Praviš, da zate sem le nekdo, ne želiš, nočeš več kot to, na drugem je koncu le on, ki zares te ima. Verjetno sva našla drug drugega, od neba kdaj pozabljena, si rane celiva. Daj povej, kdo sva, v tišini ostajava in sebe mučiva. Čeprav je ali ne, naj jo verjamem še in želim, da tvoj pogled spet ob meni je, a res naj pozabim te. Vedno ujet sem v čas, še vedno iščem tvoj obraz, na smehom prekrijem si ta poraz.
Verjetno sva našla drug drugega, od neba kdaj pozabljena, stirane celiva. Daj povej, kdo sva, v tišini ostajava in sebe mučiva. Čeprav je ali ne, naj jo verjamem še in želim, da tvoj pogled spet ob meni je. Res naj pozabim te. Naj pozabim te. Tole je pa pobožalo dušo. Gašper Rifelj, dame in gospodje, Ranjena v živo na Radiu Robin. Bravo, bravo, evo. Hvala lepa. Si se kar upeval v avto, a verjetno po poti sem dol. Ja, mička se zdaj. Ja, pesem, ki napoveduje tvoj drugi studijski album, ki izide, kdaj smo že rekli, zdaj v prihodnjem letu. Prihodnje, recimo, da v prvi polovici leta 2026. Odličen. No, za to pesem si posnel tudi videospot, zdaj na novo. Sem si ga ogledal, res lep, moram se pohvaliti. Ne daleč stran od vas, ne? Ne, kje si snemo točno? V bistvu smo šli malce z mejo. Aha, tukaj. Na lepo italijansko plažo. Dobro. Tak, pa res je bilo en tak lep jesenski dan, je bil zelo topno, tako da je bilo zelo prijetno. No, in rekel si mi prej, da poleg sta bila na snemanju tudi tvoja dva otroka, ne daš dosti na mnenje tvoje familije oziroma tvojih ožjih članov. Tako. Ja, zelo mi je fino, da se je tako organsko zgodilo, da smo nekako vsi povezani v neko to ustvarjanje in ta mala dva. Itak je pa nas skozi neki muska in skozi neki igramo, vadimo, kitara je skozi nekje in sta zelo sledita temu. No? In ko se tudi kole, ko smo šli na to snemanje, sta tako res z odprtimi očmi to spremljala in tudi pomagala malo nositi te lučke pa tako naprej, tako da zdaj sta že res toliko velika, da malo razumete, kaj se dogaja. Odlično. Okrog njiju. Sicer pa zdaj december, vemo, da za glasbenike busy mesec tudi zate najverjetneje. Ja. Se malo vidi, ne po potišnjakih mojih. Ampak da malo manj spim, ampak sem zelo vesel, no, da je tako. Z bendom veliko igramo tudi teh raznih zabav za različne priložnosti in tako naprej, tako da do konca leta je še kar nekaj teh stvari. No, ampak sem vesel, no, sej muzika je zato, da se povezujemo, da se družimo, da si delimo lepe občutke. Kaj pa bližnja prihodnost, spet lahko pričakujemo na kakšnem festivalu, kot si že nastopil, morda tudi na kakšnem plesnem festivalu. Vemo, ja, ne na zadnje, Gašper Rifelj, finalist šova Zvezde plešejo. To je neki, ne? Ja, to je bilo že, a veš, da je to je 7 let tega že. Ja. Res tako noro, ne gre hiter čas. Drugače pa glede festivalov, ja, sem še vaš primorski ostal, ne? Melodije Morja in sonca, tako da Primorci ustrajate in upam, da bo letos tudi seveda ta festival. In zakaj pa ne, no? Če bo pesem kakšna primerna, absolutno je fino iti tudi na nekaj tazga. In že, ko smo v božičnem času, tudi ti imaš svojo božično, ne? Ki si je izdal že nekaj časa nazaj, ne? Ja. Ta komad je zelo tako spontano nastal v času korone, ko smo bili lepo vsi doma in smo z bendom bili vsak na svojem koncu Slovenije in smo se združili in smo tako posneli en tak luškan, bom rekel, homemade komad z naslovom Božična. No. Gašper, najlepša hvala za tvoj obisk. Vse dobro še naprej, uspešno snemanje oziroma dokončevanje albuma, bomo rekli. Ko bo kaj novega, se obvezno zopet vidimo na istem mestu. Vedno z veseljem. Najlepša hvala, vse dobro, srečno, zdravo in vsega lepega želim vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.